Katar se znova pojavlja kot ključni posrednik med Washingtonom in Teheranom, skupaj s Pakistanom. Toda Katar ni le diplomatski posrednik, lahko bi postal tudi nadzornik dostopa do sredstev. ZDA naj bi se pogovarjale o mehanizmu, ki bi lahko sprostil vsaj $6 milijard iranskih sredstev, ki so trenutno shranjena v Katarju, vendar le za nadzorovane humanitarne nakupe, kot sta hrana in zdravila. Ideja je, da bi Iran dobil gospodarski motiv za nadaljevanje pogajanj, hkrati pa bi preprečili, da bi se denar neposredno uporabil za vojaške ali dejavnosti posredniških sil. Kritiki opozarjajo, da je tudi omejena pomoč tvegana, saj vsak dolar, ki ga Iran ne porabi za osnovne dobrine, lahko sprosti sredstva drugje, tudi za Hezbolah, Hutije ali druge regionalne posredniške skupine. Z nami je, da bi o tem povedal več, Ryan Ball, analitik za Bližnji vzhod in Severno Afriko pri podjetju Rain. Ryan, kako bi ta izključno humanitarni mehanizem dejansko deloval? Kaj bi videli med Katarjem in Iranom? No, to bo predmet nadaljnjih tehničnih pogovorov, saj, kot ste omenili, obstaja velika zaskrbljenost, da bi Iranci to lahko uporabili na način, ki ni predviden s tem začetnim dogovorom. Pomemben del z ameriškega vidika je, da Irance obdržijo v dogovoru in da ohranijo Hormuz odprt. In da jih ohranijo prepričane, da bo za njih sodelovanje s temi ameriškimi cilji prineslo določene koristi. Z vidika Katarja gre za igranje te vmesne vloge, ki zmanjšuje verjetnost, da bi bili ponovno potegnjeni v zaostrovanje. Seveda, to ni brezhibno. Že pred 28. februarjem so imeli tople odnose z Iranci, pa so bili vseeno napadeni. Ampak to je najboljše, kar lahko Katar naredi kot zelo majhna država, stisnjena med te veliko večje sile. Glede na to, ali Katar pridobiva več regionalnega vzvoda zaradi celotnega procesa. Tega ne bi imenoval vzvod, ampak vpliv, ker Katarjev glavni cilj ni nujno olajšati Iranu izhod iz gospodarske izolacije. Poskuša biti koristen bližnjim silam, ZDA in Iranu, do določene mere tudi Saudicem, da bi ga preprosto pustili pri miru. Navsezadnje sta Katar leta 2017 med tisto blokado skoraj napadli Saudska Arabija in Združeni Arabski Emirati. Zato se zelo dobro zavedajo, da je njihova neodvisnost vedno na robu. Zato morajo Američane obdržati zraven, Irance in Saudice pa stran. In način, kako to doseči, je biti konstruktiven. Torej, jim to ne daje vzvoda in pa daje vpliv in omogoča, da so v regiji videni kot konstruktiven igralec, ki mu je treba dovoliti, da nadaljuje svojo neodvisno zunanjo politiko. No, obstajajo tudi tisti, še posebej v Izraelu, ki jih skrbi vloga Katarja kot posrednika v teh pogovorih, saj bi lahko uporabili del tega vpliva in povezav z Iranom, kar škoduje drugim regionalnim zaveznikom v regiji, ne le Iranu, ampak morda tudi ZAE in nekaterim zalivskim državam. Kaj bi rekli glede skrbi, da Katar prevzema bolj izrazito vlogo v teh posredniških prizadevanjih? Mislim, da obstaja to nenamerno prepričanje, da bo katarsko ravnanje omogočilo bolj agresivno ravnanje Irana po vsej regiji. Navsezadnje bo vsak denar, ki priteče v Iran, verjetno na takšen ali drugačen način, bodisi posredno ali neposredno, podprl njegovo regionalno strategijo podpiranja posredniških sil, obnove vojske in tako naprej. Tudi ta humanitarna pomoč še vedno sprosti sredstva za druge projekte drugje. Ne mislim, da Katar resnično želi omogočiti Iranu, da obnovi svojo vojsko, vendar mislim, da Doha nima enakega stališča kot Združeni Arabski Emirati, kjer Emirati verjamejo, da bi se morala nadaljevati kampanja gospodarske izolacije za izčrpavanje Islamske republike. Katarči ne vidijo sveta na enak način. Skrbi jih, da bi destabilizacija Islamske republike dolgoročno negativno vplivala na Katar. To je nekakšen oseben pogled na regionalno geopolitiko. Katar na to preprosto sklene, da sta stabilnost in konstruktivnost trenutno v najboljšem interesu Dohe. In to je strateška računica družine Al Thani, ki sega že desetletja nazaj. Recimo, da ta humanitarni mehanizem dejansko zaživi in deluje. Bi lahko služil kot model za upravljanje z drugimi skladi iranskih sredstev, zamrznjenimi v državah kot so Kitajska, Indija, Irak, ali gre tu bolj za takšno razmišljanje? Ali pa je še vedno skrb, da ne glede na vse, kamorkoli se ta denar sprosti, bi lahko še vedno prišel v roke problematičnim akterjem v Iranu? Mislim, da bo izjemno velik izziv preprečiti, da bi katerakoli politika gospodarskega okrevanja z Iranci na takšen ali drugačen način ne vodila nazaj v obnovo njihove vojske. Navsezadnje, ko je ta denar ali premoženje enkrat na iranskem ozemlju, je zelo težko nadzorovati, kam gre ali kako se premika.
In seveda bo del tega izginil tudi v poslovno cesarstvo same iranske revolucionarne garde. Tako ta denar zagotovo ne bo nujno namenjen humanitarnim namenom, ampak bo šel za obogatitev domačih elit. Vse to bo izjemno težko. In mislim, da bo to predmet velike kritike tistih, ki so že zdaj zelo skeptični do tega memoranduma o razumevanju med ZDA in Iranom. A navsezadnje je prednostna naloga predsednika Trumpa, da se Hormuz vsaj stabilizira, če že ne popolnoma ponovno odpre. Vsaj stabilizira. In da zagotovi, da ne bo. Energetski šok, pred katerim so številna naftna podjetja že opozarjala, bi se lahko začel kasneje to poletje tukaj v Združenih državah. In dokler ima takšno miselnost, mislim, da je ta Bela hiša pripravljena tolerirati ta tveganja, da so lahko finančni mehanizmi nepopolni in da lahko kakršnakoli gospodarska pomoč Iranu okrepi njegovo vojsko, namesto da bi ga spremenila v bolj miroljubnega akterja v regiji. Ryan Ball, lepo, da ste danes z nami na i24 News English. Hvala za to. Hvala.